Svet kulture. Pozdravljeni v Svetu kulture. V Sarajevu se je zaključil 32. filmski festival. Kot smo že poročali, je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner. Vabimo vas tudi na balet Romeo in Julija v okviru festivala Ljubljana. Bili pa smo tudi na 10. tematski razstavi z naslovom Gnoj je zlato v Kosovelovem domu v Sežani. Svet kulture. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je, kot rečeno, nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime oziroma Vsakič avstrijske režiserke Sandre Wollner. V tekmovalnem programu je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. 4 slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival se je zaključil pretekli teden, spremljal pa ga je Aleksander Čobec. Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Wollner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Wollner. Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo. Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menart in kratkem animiranem filmu Kozmonavti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda Pevca, Ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prehitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod Pevec. Tukaj je film izjemno priljubljen, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, da je film v tem izboru. Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severnomakedonski srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni Gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomazića. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami na videz nedolžne igre, v katero je bila vpletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.
Ena najslavnejših ljubezenskih zgodb vseh časov bo nocoj zaživela v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva bo na 74. Ljubljana festivalu dobil sodobno plesno podobo v koreografiji španske ustvarjalke Asun Noales in izvedbi njenega ansambla Otra danza. Za glasbeno plat predstave bo poskrbel simfonični orkester Auditorija Alicante Ada pod vodstvom svojega umetniškega vodje, španskega dirigenta Josepa Vicenta. Več v prispevku Katje Ogrin. Romeo in Julija se prvič zagledata. Plesalci okoli njiju začnejo počasnjevati gibanje, dokler povsem ne obstanejo. Ona dva plešeta naprej. Za trenutek se zdi, kot da se je svet ustavil in obstajata samo še ona dva. Tako je njeno prvo srečanje zasnovala španska koreografinja Asun Noales. Kot je pojasnila ob nastanku predstave, je želela ujeti prav trenutek zaljubljenosti, ko svet okoli dveh ljudi preprosto izgine. Shakespearejevo zgodbo na odru pripoveduje 12 članov ansambla Otra danza, 6 plesalk in 6 plesalcev. Skupino je Asun Noales ustanovila leta 2007, odtlej pa je gostovala v več kot 25 državah na 5 celinah. Ansambel je razvil prepoznaven sodobni plesni jezik, v katerem se izrazita fizičnost prepleta z močno vizualno podobo in premišljeno dramaturgijo. V središču ustvarjanja pa ostajajo telo, odnosi in čustva. Tudi Shakespearejeve tragedije koreografinja ne prevaja v klasični baletni besednjak. Konflikt raziskuje skozi telo, plesno tehniko in čustvo, ter išče gib, ki zgodbe ne bi zgolj ilustriral, temveč bi jo sam pripovedoval. Na eni strani so ljubezen, strast in želja mladih zaljubljencev, na drugi sovraštvo, konflikt in izguba, ki določijo njuno usodo. Ta nasprotja so močno navzoča tudi v glasbi Sergeja Prokofjeva. Nežni, lirični odseki se izmenjujejo z ostrimi ritmi in dramatičnimi izbruhi. Glasbeni kontrasti pa poudarjajo napetosti, ki zaznamujejo zgodbo in njene like. Predstava je nastala v produkciji Auditorija pokrajine Alicante ter v sodelovanju z ansamblom Otra danza in simfoničnim orkestrom Auditorija Alicante Ada, ki bo plesalce tudi na ljubljanskem odru spremljal pod vodstvom Josepa Vicenta. Kako bo več kot 4 stoletja stara zgodba o ljubezni, sovraštvu in usodnem sporu zaživela v sodobnem koreografskem jeziku, bo ljubljansko občinstvo lahko videlo nocoj in jutri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V Kosovelovem domu Sežana so odprli 10. državno tematsko razstavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ta je preko regijskih razstav prejela dela 375 ustvarjalk in ustvarjalcev. Tema razstave, ki izhaja iz Kosovelove misli Gnoj je zlato, je ustvarjalke in ustvarjalce spodbudila k raziskovanju rabljenih, zavrženih in neumetniških materialov ter njihovega preoblikovanja v likovna dela z novim videzom, pomenom in vrednostjo. Tjaša Škamperle. Pot do državne razstave v Sežani je vodila preko 8 regijskih razstav. Na razpis Javnega sklada za kulturne dejavnosti se je že lani prijavilo 375 ustvarjalcev, spomni Monika Ivančič-Fajfar, ki na skladu skrbi za likovno dejavnost. Ja, ta proces, da pridemo do današnje otvoritve, do državne razstave, je kar dolg. Najprej mi smo januarja 2025 že razpisali temo, izdali smo tudi priročnik, tako da so imeli možnost likovniki tudi dobiti nekaj informacij, nekaj spodbud, nekaj znanja. Organizirali smo izobraževanja in potem so imeli likovniki čas, da razmišljajo, delajo svoja dela. Potem pa so v jeseni 2025 sledile regijske razstave, ki so bile selekcionirane. Regijske selektorice so opravile selekcijo, tako da je potem pa državna selektorica Nataša Kovšca si ogledala vseh teh 8 regijskih razstav po celi Sloveniji in izbrala dela za državno razstavo. Torej, že pred dobrim letom ste dali eno vodilo, seveda ste izbrali, ker je letos Kosovelovo leto, to vodilo. Še kako ste jih usmerili, ustvarjalce? Ja, ustvarjalce smo vedno cilj teh tematskih razstav, to je že 10. po vrsti, je, da nekako damo eno tako temo, ki jih malo zintrigira, da jih malo sprovocira.
Zato smo izbrali v skladu s Kosovelovim letom, ki se je napovedovalo še takrat, temo Gnoj je zlato. Namreč že sam Kosovel je ta naslov, ki ga je uporabil v svoji poeziji, Konj spet, ukradel, če v narekovajih rečem, z kmetijskega priročnika. To je bil naslov kmetijskega priročnika, mi pa smo potem to iz poezije vzeli in dali v likovno umetnost kot eno navodilo za ustvarjanje. Šlo se je pa za to, da likovniki ustvarjajo iz odpadnih materialov, rabljenih materialov, mogoče uporabijo neke že stare stvari, predmete in iz teh smeti v narekovajih naredijo nekaj vrednega, zlato. 195 del je šlo skozi prvo sito regijskih selektoric. Nato pa je državna selektorica Nataša Kovšca za zaključno razstavo izbrala 48 del zelo različnih izraznih zvrsti. Torej slikarstvo, kiparstvo, grafiki in fotografiji. Skratka, selekcija je bila zelo stroga, vendar z namenom, da pripravimo razstavo, ki kaže visoko kvaliteto ljubiteljskega ustvarjanja v naši državi. Ste si ogledovali že regijske razstave in tam že mogoče zaznali najboljše od? Tako je, že na posameznih regijskih razstavah sem opazila nekatera dela, ki so bila dovolj kvalitetno narejena, pozneje pa sem še nekatera dodala, odvzela, skratka, dela je bilo kar veliko. Kako so razumeli likovni ustvarjalci ta poziv, Gnoj je zlato, Kosovelov vers, ki ga je recikliral tudi on? Torej, naslov Gnoj je zlato so pravzaprav razumeli po moji presoji z dveh perspektiv. Po eni strani kot prenos rabljenih predmetov v območje likovnega, v katerem seveda neumetniški materiali in predmeti, ki so postavljeni v neke nove konstelacije, dobijo tudi nov pomen. Ker tudi Srečko Kosovel je navdih za vers Gnoj je zlato našel v naslovu kmetijskega priročnika. Po drugi strani pa pravzaprav naslov povzema pesnikove drzne ideje o oblikovanju nekega novega sveta, nove umetnosti, gre pa za ideje, ki so v tistem času sovpadale tudi s težnjami tedanjih evropskih avantgard. Nekatera dela pravzaprav zelo neposredno namigujejo na transformacijo družbe. Za druga lahko rečem, da so prežeta z osebnimi spomini ali se navezujejo tudi na tradicijo ali zgodovino likovne umetnosti. Nekaj pa je tudi takih, ki jih lahko označim za neposreden poklon vizionarski misli Srečka Kosovela. Razstava del je v Kosovelovem domu na ogled do 9. oktobra. V začetku prihodnjega leta bo Javni sklad za kulturne dejavnosti objavil nov razpis, prihodnja državna razstava bo čez 2 leti v Novem mestu. S filmom General z Busterjem Keatonom v glavni vlogi iz leta 1926 se drevi na Kongresnem trgu začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20:30 brezplačno na ogled filmske klasike. Letošnji izbor prinaša filme posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. V torek se bodo s filmom Gospodje imajo raje plavolaske iz leta 1953 poklonili 100-letnici rojstva Marilyn Monroe. V sredo bomo videli brezčasno mojstrovino Ingmarja Bergmana Persona iz leta 1966, v četrtek pa še Fargo iz leta 1996, ki ga podpisujeta brata Coen. V Novi Gorici se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Saxgo 26. Na več koncertih bodo nastopili domači in tuji glasbeniki, danes pa se začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in jazz saksofona. Festival bodo sklenili s koncertom udeležencev in mentorjev poletne šole saksofona, ki so ga naslovili All Together Now.
S podelitvijo nagrad se je včeraj končal 9. mednarodni festival Kamishibaja Beli delfin v Piranu. Francoska umetnica Fanette Molan je za avtorsko predstavo Izgubljeni kruh osvojila nagrado občinstva Beli delfin. Festival pa je sicer v 4 dneh ponudil 60 predstav več 10 umetnikov iz 8 držav. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva ga tonski mojster Max Pust in Miha Žorž. Do začetka naše naslednje oddaje nove